Danes bomo govorili o tem, kako postati in obdržati naziv inovativnega mladega podjetja. Na tekmovanju dijaških podjetij je lansko leto zmagalo podjetje srednješolcev iz Škofjeloške lesarske šole. 4 fantje so ustvarili tegelc, lesen lonček za rastline, ki lebdi v zraku, in to brez pomoči elektromagneta. No, inovativni produkt je prejel veliko medijsko pozornost. Danes pa je tukaj v Lajrevi hiši z nami Luka Rogel, ki nam bo predstavil začetke in pot, ki jo je ubralo njihovo podjetje, ter nam zaupal svojo mlado podjetniško vizijo, ki želijo slediti v prihodnosti. Tako da, Luka, pozdravljam. Živjo, pozdravljam. No, tako pa nam lahko kar za začetek poveš, kako ste začeli. V šoli smo imeli projekt Moje podjetje. Mi smo se že malo pred tem projektom pogovarjali, kaj bi lahko, kako bi lahko. Najdli smo se ekipa 4 super fantov, se pravi vsaki neki znov. Malo smo se že prej pogovarjali, kako pa kaj, in potem je pač prišel čas, da se pač razvije produkt. Se pravi, cilj projekta je bil razvit od ideje produkta preko prototipov, raziskav do pač dejanske prodaje izdelka. Idejo smo gledali po internetu, najdli smo podobne zadeve, so lebdele v zraku, samo problem je bil, ker so vsi v bistvu rabili električno napajanje. No, se pravi, z razvojem smo pač nekako prišli do tega, da smo razvili produkt, ki lebdi v zraku, brez električnega napajanja. Super. Kako pa ste potem začeli s promocijo? Ko ste ustvarjali produkt, kako ste ga začeli promovirati? Ja, najprej je bilo seveda to v okviru šolskega projekta, je šlo to od ust do ust, med sošolci, med prijatelji. Ker je bil odziv dober, smo šli pa v bistvu v razvoj. Najprej je bil pač ta tegelc, kasneje smo naredili še skledo, kocko za recimo poslovna podjetja, sedaj logotip. Zelo dobra zadeva za podjetje, pritegne ful pozornosti, in v bistvu na temu smo pa rekli, dobro, to je treba tudi pač tržiti, in smo se začeli posvečati tudi trženju. Zdaj od začetka smo začeli se tržiti preko Facebooka, Instagrama, se pravi socialnih omrežij, in pa e-mail liste. S Facebookom dobivamo kar dobre rezultate, tako da tam se da marsikaj narediti z majhne kreativnosti. Recimo čistko v številkah, se pravi, imamo nekih 1000 všečkov, medtem ko vsaka nova objava, ki jo objavimo, dosega od 800 do 1400 ljudi. Se pravi, vsakič, ko ti ustvariš objavo, dodaš fotografijo, spomniš ljudi, tukaj smo, pač ti pomaha recimo nazaj 800 do 1400 ljudi, pa reče, ok, videli smo te. Nekaj manj se jih sicer odziva, se pravi všečka, komentira, kakorkoli. Je pa zelo važno pri Facebooku, da ljudi zabavamo, da jih spomnimo, ljudje, tukaj smo, gledajte nas, ne vem, iščete darilo, iščete poslovne darila zdaj ob koncu leta, tili so zanimivi, greš naprej, ker je pač to masa. Ker pa 3-4 vidiš, se ti pa zadeva že počasi začne v bistvu tisniti v spomin, in ko pride do momenta, te pol kupac doseže. Imeli smo pa tudi eno eksperimentalno objavo, s kateri smo dosegli 200 000 ljudi. Od tega je pač interakcija z nami vzpostavila 36 ljudi. To pa že kar so številke. No. Je pa pomemben pa, se pravi, socialnih medijih, da zadevo obvladaš. Nam recimo Facebook, ki smo se bolj spoznavali s tem, nam je pač nekaj uspeha prinesel, medtem ko z Instagramom se nismo dosti poznali, in enostavno je zaenkrat še mečka na čakanju, se moramo pač v mrežju bolj posvetiti, bolj v mrežju spoznati. Ko bomo pa to dosegli, se bomo pa tudi temu pač mečka bolj posvetili. Kaj pa prodor na tuje tržišče, torej na slovenskem trgu si rekel, da ste že kar poznani, kaj pa? Ja, zdaj delamo intenzivno na tem. Tukaj je zadnji ful dela, ker pač sam razvoj, pogledati tržišče, potipati, spoznati svoje v bistvu tudi stranke na tujem tržišču.
Zaenkrat se majčkeno nagibamo k Etsyu, odlična platforma za kreativne produkte. Tudi delamo na tem, da bomo šli v tujino, zaenkrat smo pa v bistvu samo v Beogradu prodali en tegelc in pa en je šel v Bruselj, oziroma preko Bruslja na Portugalsko in pa na Slovaško. To je pa v bistvu, so bili naši družinski člani zasluženi za pač ta izvoz produktov. Kaj pa mogoče za naprej, kam si želite? Ja, valjda želje so ogromne, ampak zaenkrat so neki cilji oziroma intenzivno delamo na tem, da bomo prodali tudi v tujino. Slišali smo, da so Francozi, Nemci, sploh Francozi, zelo zainteresirani za produkte podobne našim in bomo počasi probali tudi tja prodreti, se razširiti. Razvoj tudi pač stalno razvija se, stalno tudi prilagajamo željam strank, kupcev. Če so kakšne posebne želje, se da delamo čim bolj na tem, da se da vse narediti, ker pač kupec oziroma da se da prilagoditi željam kupcev strank. Tako, tudi recimo, ne vem, za naše produkte, če je želja po gravuri logota podjetja, napisov raznih, kakšne posebne želje, misli, se je to izvedljivo. Super. Mogoče kaj lahko poveš o vašem sloganu? Naredimo mogoče nemogoče, a to... Naredimo nemogoče mogoče. Naredimo nemogoče mogoče, tako je. Tako. Pač v okviru podjetja smo tudi rabili se nek slogan izmisliti in glede pač na našo pot in glede na to, da smo hoteli zelo trmasto ustvariti, kar nam je pol ratalo, smo rekli, evo, naredimo nemogoče mogoče, ker pač kjer je volja, tam je pot. Je dostikrat težko naletiš na ovire, te pa vsaka ovira v bistvu nekaj novega nauči. Vsaka situacija, ker ti mogoče nek trenutek ni prijetna, povzroča nek stres, se pač se da prebroditi in vsaka taka situacija, vsak nek razvoj, nek izziv te pač nekaj nauči, nekako iz tega smo pač to pripeljali. Je pa to ročno delo? V bistvu ročno delo, ja, več ali manj, se pravi, nekaj pač moraš obdelati strojno, se pravi, nekaj si pomagamo z CNC stroji, se pravi ta moderna tehnologija, laser recimo gravure grejo strojno, od recimo ploha do lesenih polproduktov so strojno, vse sestavljanje, pakiranje, to je pa še kar vse ročno tako. Kaj pa avtorstvo? Če bi kdo naredil podoben produkt, kaj ga delate vi? Imate kakšno pravno službo? Pravne službe nimamo, smo se pa že v bistvu v začetni fazi preko šolanja, nam je pač profesor Peter Kurnik omogočil, da smo šli na Zavod za avtorske pravice, patente in to tam na Kotnikovi, tako. In so rekli, da v bistvu se tega ne splača zaščititi, ker je v bistvu podobni, se pravi, kot sem že na začetku omenil, podobni produkti na tržišču že obstajajo in mogoče bi lahko obliko pa to, ampak na koncu to finančno pač ne splača, tako da to smo v bistvu izključili. Nekako je bolj to, se pravi, sploh slovenskemu trgu je pomembno, da se v bistvu uporablja slovenski les, da to delamo, se pravi, kar se da ročno. Kaj pa mogoče kakšen nasvet za ustvarjalke in obrtnice, ki bi želele svoj inovativen produkt dati na tržišče? Ja, spoznajte svoje potencialne stranke goste oziroma stranke kupce. Predvsem to, da jih poznate, pa se pa v bistvu s pomočjo tehnologije že v bistvu nagovarjate na njihov način. Se pravi, vsak kupec ima svoj način kupovanja, svoj pogled na svet in pač nekako ciljna skupina, ki to kupuje, ima neke skupne točke. Se pravi, jih spoznati in jih v bistvu na to navezvati naprej. Ne vem, ali sem smiselno to nekako povedal. Ja, spoznati svojega kupca, seveda. Tako, in se mu pač na nemoljub način čim bolj približati to. Mogoče kakšna
misel za konec, omenil si Henryja Forda, Ja, sem. vaš moto. Se pravi, če se vsi premikajo skupaj, potem uspeh poskrbi sam zase. Tako da to. In v to vi verjamete? Ja, zaenkrat se skupaj pač pomikamo naprej in zaenkrat to uspeva. Tako da Henry Ford. Ste zadovoljni? Ja. Itak nikoli ni tako dobro, da ne bi mogli biti še boljši, pač to je vedno motivacija, vedno imaš tisti manevrski prostor za izboljšati, ampak glede na to, kaj smo eno leto naredili, ja, super. No.